Tako, čas je, da si ogledamo še zadnji primer dobre prakse. Skupaj skrbimo za ohranjanje zdravja izobraževalcev odraslih in gospa Marjana Rogelj Peršič iz Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Izvolite. Hvala in upam, da se veselite mojega nastopa, ker je pač zadnji. Jaz sem Marjana Rogelj Peršič, sicer sem zaposlena na UPI Ljudski univerzi Žalec, danes pa sem tukaj v vlogi Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in vam bom predstavila, kako smo našli en model, kako skupaj skrbimo za ohranjanje oziroma prirejamo neke aktivnosti za zdravje izobraževalcev odraslih. Najprej mogoče, kaj sploh smo oziroma kdo sploh smo. Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije je strokovno združenje, ki ga sestavlja 10 organizacij, predvsem ljudskih univerz oziroma organizacij za izobraževanje odraslih. Če skrajšam, Ljudska univerza Jesenice, Kranj, Krško, Nova Gorica, MOCI Slovenj Gradec, Posoški razvojni center Tolmin, Zasavska ljudska univerza, CDI Univerzum, RIC Novo mesto in mi. Zakaj pravzaprav smo se odločili, da počnemo nekaj skupaj? Vsekakor je bil naše vodilo zakon o varovanju zdravja na delovnem mestu, ki nalaga delodajalcu, da skrbi za zdravje zaposlenih. In to je bila osnova, da se je nekako to združenje, ki obstaja slabih 10 let, torej vodje, da so nekako staknili glave in ugotovili, da so te razne strategije, smernice precej zahtevne in tudi drage in zato sklenili, da pripravimo skupno strategijo oziroma skupne smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu za združenje kot celota. Le to živi v praksi že 7 let in v bistvu daje vsekakor oziroma vseeno avtonomijo vsaki članici posebej, ker vsaka ljudska univerza oziroma organizacija vseeno pripravlja svoj program promocije zdravja in letni načrt. Se pravi, vseeno ima vsaka svojega. Namen teh smernic oziroma strategije pa je, da se začrtajo aktivnosti, med katerimi so redna letna srečanja z različnimi vsebinami za vse zaposlene na teh naših članicah. V nadaljevanju bom na kratko predstavila, kaj smo do sedaj obravnavali. Hkrati smo pa v okviru tega usposobili tudi promotorje zdravja, o tem smo danes že nekaj slišali. Bilo je tako, da sta se lahko usposobila po 2 iz vsake organizacije, tako da jih ima 19 certifikate, torej so aktivni kot promotorji zdravja v svojih organizacijah. Zelo pomembno pri tem pa je tudi, da se sami mi organizatorji izobraževanja znajdemo v situacijah učečih se, ker le tako se lahko tudi uživiš v naše udeležence in vidiš, kaj bi se dalo pri tem našem delu tudi izboljšati. V zadnjih 3 letih pa smo temu, da skrbimo za zdravje, pridali še en, bom rekla, didaktični dodatek in sicer nadgradili le to z učenjem v naravi in v bistvu preko tega tudi sedaj spoznavamo metode, ki jih vključujemo v delo z udeleženci. Prvo takšno srečanje, potem ko so se pripravile analize in strategija, je bilo leta 2016. Vsa ta srečanja so dvodnevna, to tudi z enim namenom, da ostanemo čez noč, namreč ta nek team building je zelo pomemben del ohranjanja zdravja, skrbi za zdravje in na ta način se tudi podružimo. Mi temu včasih rečemo tudi, da opravimo kakšno intervizijo, namreč pogovoriš se z kolegi, deliš kakšen problem, kako ga je on rešil in to ne samo na nivoju svoje organizacije, ampak tudi drugih. Povprečno se teh srečanj udeleži od 70 do 100 udeležencev, skoraj da vsi, ki smo zaposleni na naših organizacijah.
To je fotografija, kjer so naši promotorji zdravja dobili podeljene certifikate od pooblaščene organizacije. Naslednje leto, 2017, je bil naslov tega usposabljanja Soustvarjam pozitivno delovno okolje. Namreč nekako, če povzamem teh 6 let, smo vsebino izobraževanj nekako razdelili na bolj skrb za psihično zdravje oziroma neko teoretsko ozadje, potem fizično in pa zdaj še pridali to učenje v naravi. Skratka, 2017 smo bili v Tolminu, predvsem je bilo posvečeno obvladovanju konfliktov. Takrat so se mogoče zaznale potrebe po tem, da se pogovorimo o tem, kaj je mobbing, kako spreminjati sam sebe, kako prevzemamo odgovornost in čustveno inteligenco. In pa vsekakor je pri vsakem tem srečanju potem tudi delo v skupinah in neki rezultati, ki potem upam, da tudi živijo naprej. Vidimo te lepe izdelke in pa fotografije našega delovnega vzdušja. Naslednje leto, 2018, je bilo usposabljanje z naslovom Čili in zdravi zaposleni v Organizaciji za izobraževanje odraslih, potekalo je v Rimskih termah. Ta sklop je bil posvečen bolj fizičnemu počutju. Prav konkretno smo imeli vadbo na delovnem mestu, predavanje o zdravi prehrani, tudi demonstracijo vaj in v bistvu, kaj so tudi pasti sodobnih prehranskih navad in diet. Sledilo je leto 2019, tokrat smo šli v Kope in tukaj smo v bistvu ta srečanja nadgradili z učenjem v naravi. V bistvu smo potrebovali neko teoretsko ozadje, zakaj je učenje v naravi tako učinkovito. Tudi vidite, že takrat smo spregovorili o možganih, kako izboljšamo učenje, kako pomembno je tudi to, da imamo možnost opazovati, zakone narave, to ravnovesje v naravi in to prenašati tudi v svoje delo. In preko različnih delavnic, ki jih zdaj ne morem bolj podrobno opisati, smo pa vsekakor na voljo za kakšne informacije, ker mislim, da so čudovite, smo v bistvu ugotavljali, kako se učiti angleščino v naravi, kakšno energijo ima narava, kako vpliva na nas, kako v bistvu lahko s tem tudi rastemo, se sproščamo. In pa seveda zelo pomembno, mogoče samo izpostavim, da je ta del torej Slovenije, Pahernikovi gozdovi, res zelo primeren poligon za učenje. Namreč gre za 550 hektarjev gozdov, ki so v bistvu, to je fundacija in so mišljeni tudi za v bistvu uporabo in v učne namene, tako da vsekakor to priporočam. Sledilo je leto 2020, takrat smo bili na Ribnici na Pohorju, zopet 2 dni. Naslov je bil prav uvajanje metod učenja v naravi v neformalne izobraževalne programe. Tukaj smo si pa spet pogledali, kako so naravno gospodariti z gozdovi. Učili smo se konkretno o gozdni pedagogiki. Ogledali smo si eno kmetijo, ki ravno tako gre za trajnostni pristop in pa dobili smo cel kup enih praktičnih nalog, za katere vem, da jih uporabljamo pri svojem delu in z udeleženci in so res zelo, zelo prikladne za uporabo. Leta 2021 lahko mislite, da nismo imeli ničesar, bi pa mogoče samo povedala, da to, kar sem že na začetku rekla, da ima tudi vsaka ljudska univerza svojo strategijo oziroma svoj načrt. Torej program promocije zdravja na delovnem mestu in konkretno pri nas na Ljudski univerzi v Žalcu imamo za vse zaposlene enkrat letno specialistični ultrazvok in to res mi zaposleni zelo pozdravljamo. To je ena taka preiskava in se je že tudi izkazalo, da so se kakšne stvari pri komu mogoče lahko preventivno odkrile in res
to ena taka zelo dobra praksa. V glavnem, letos imamo spet načrtovano to vrstno usposabljanje, ker kot sem rekla, je to neka strategija, ki jo bomo peljali naprej. Skratka, dobili se bomo v Kranjski Gori. V bistvu bomo imeli eno teoretsko predavanje zopet, kako združevati naravo in teorijo, in pa potem konkretne delavnice, naravnane trajnostno, zeleno, pač tudi učenje o sonaravnem bivanju, spoznali kranjsko čebelo, načrtovanje ekovrta, metoda igrifikacije in pa seveda tudi nek strateški načrt bo sledil. Namreč vsi si prizadevamo oziroma smo že tudi šli v to, da pridobimo skupno akreditacijo za mobilnost Erasmus K1 in tudi temu bo namenjen del tega srečanja. Zdaj pa še nekaj fotografij. V bistvu ta narava omogoča, to sem si prav zapisala iz enega predavanja oziroma tega usposabljanja, narava omogoča, da se človek sprosti in v umirjenem stanju zagleda energijo. Upam, da se strinjate to ob tej fotografiji. To je ta team building, ki je vsekakor zelo pomemben. Kot sem rekla, na ta način tudi izobraževalci odraslih tvorimo neko skupnost izobraževalcev, se povezujemo, izmenjujemo mnenja, izkušnje, oblikujemo si tudi neke vrednote, neke skupne vrednote. To fotografijo sem dala iz Rimskih term, ker mi je bil napis všeč: bogastvo preteklosti za izzive sedanjosti. To je v bistvu tudi, rekla to, kar smo prej slišali, neko zaupanje med nami, spodbujanje sodelovanja, v bistvu doživljanje samega sebe in življenja na en drug način v naravi, to vsekakor čisto drugače. Vsi vemo, tu smo že veliko slišali, da imamo izobraževalci odraslih neko tveganje izgorelosti, in pa tudi, če en dan ali pa 2 dni mogoče malo dobiš ene druge nove energije, je to vsekakor zelo dobrodošlo. To mogoče bi komentirala, gremo skupaj naprej navzgor. In pa v bistvu poanta tega nastopa je skupaj, kot vidite, smo kot združenje, res smo se povezali. S temi izobraževanji so se potem porodila tudi nova neka sodelovanja. Sicer je skrb za zdravje odgovornost posameznika, pa tudi delodajalca, pa tudi države, in smo veseli, da pač imamo to možnost, da lahko na ta način tudi rastemo. V bistvu je to tudi motivacija za uspešno delo in to nam vsekakor koristi tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Tule pa fotografija, v bistvu sem prinesla en pripomoček iz te gozdne pedagogike. Gre za eno takole ogledalo, pa poskusite enkrat iti v gozd z njim, pa poglejte na tale iz te perspektive drevesa zgoraj in boste videli čist drugače, kakor če dvignete glavo in pogledate navzgor. In mogoče je to tudi za konec. Dajmo si priložnost, pa poglejmo na stvari tudi z druge strani. Hvala. Hvala lepa, gospa Marjana. Morda kakšno vprašanje še iz publike? Ne maha Marko? Marko zadaj v zadnji vrsti? Ne maha, gleda na telefon. Gospa Marjana, potem vam pa še jaz zastavim zadnje vprašanje, in sicer, kako pa ta vaša skupnost funkcionira med samimi temi srečanji? Koliko si nudite podpore pa tekom leta? A je to ena taka skupina, kjer lahko črpate tudi pomoč? Vsekakor je, ker ko se ti z nekom spoznaš, tudi mislim, takle vrstni posveti so priložnost za to, da se spoznamo, smo neka skupnost, ne bi rekla, z nekimi specifičnimi problemi, znanji
In zelo velikrat se pokličemo, sedaj, ko se malo bolj poznamo in si res izmenjamo kakšne izkušnje in to res čistko, bom rekla, na neki osebni bazi, ni treba, da za to kdorkoli ve, ampak predebatiraš kako stvar, mislim, da je to zelo pozitivno. No? In sigurno je en vir pač pravih informacij in pa zaupanja. Še kdo vprašance? V bistvu ne. Ta del, ki ste ga tudi omenjala, se zdaj bliža, da se bomo družili, sprostili in šli na zrak. Prosim, če kar stopite sem, vabim pa seveda še v bistvu gospodarjo Kušar in pa gospod Urško Vahtar. Žal docent dr. Tatjane Dragovič-Andersen ne moremo povabiti na oder. Drage dame, jaz se vam bom zahvalila z enim darilcem. In med tem časom pa še morda, če ima za katerokoli drugo gospo, kdo vprašanje? En velik aplavz. Hvala lepa. Se pravi, smo res v bistvu vsi že malce potrebni svežega zraka. Jaz bi samo na hitro zaokrožila. Vodstvo je izjemno pomembno. Promotorji smo omenjali. Strategija in pa Darja, morda bi še ti karkoli dodala? Ja, tako sem rekla, ne, vsak sam. Vzeti si čas zase, to je nekaj, kar ne more biti nikjer napisano, ne more ti naročiti delodajalec, ne more ti naročiti nihče, ni važno, kje je zapisano, lahko se zmenite ob jutranji kavi, kaj boste rekli, kaj boste naredili, kako bo to izgledalo, lahko si vse pripraviš in vse napišeš, kako boš izvedel svojo prezentacijo, pa pozabiš neke stvari, ne, tudi drugi so rekli, da pol nekaj uide. Lahko imaš najboljšo direktorico na svetu, ki v tistem trenutku, ko imaš skupaj predstavitev, jaz nisem vedela, da se temu reče timski flow, ampak midve se tudi samo pogledamo in že vemo, kaj je, in v tistem trenutku, ko bo ena recimo naredila in pač ne, sem vdihnila, pa ne bo vedela, kaj bi mogla naprej povedati, bo druga to naredila. Lahko povem, da se je zgodilo tudi to, ne, saj nisem samo v takih prilikah intenzivna, kadar mi je lepo, pa kadar mi je fajn, se zna zgoditi kdaj, da pač tudi ostanem brez besed iz kakih drugih razlogov in še vedno sem znala elegantno reči, pa je praktično direktorica te stvari prevzela naprej, sfurala brez nič. Je pa tak, po dobro opravljenem delu, in danes smo dobro delali, si moramo vzeti čas za tisto, veste, likov. Tako da mislim, da je cajt za to. Hvala lepa, dame. Hvala lepa vsem za pozornost, sodelovanje, medsebojna podpora in pa gremo na mreženje, druženje in na kakšen kozarček. Hvala lepa.